Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd bi spet malo odprla temo customer retentiona oziroma zadrževanja strank, tokrat na področju B2B-a, torej kako zadrževati stranke v B2B podjetjih. Izziv se mi zdi dosti podoben kot v B2C-u, tako se mi zdi, da so pač pritiski na prodajo vedno večji, ne glede na to, kje smo. Tudi mi, ko govorimo o CRM projektih, se veliko več pogovarjamo o lead qualificationu, pa lead scoringu, pa procesu prodaje, kot res o retention procesih. Ampak se mi zdi to pač zaradi tega pomembna tema, ker pa ni zanemarljiva, kot bova pol povedala, in tudi posledice so lahko tukaj, po mojem, še precej večje kot v B2C-u. Ja, če eno analogijo tukaj zdaj potegneva, tako da za najne poslušalce, da jim bo malo bolj enostavno, ali pa ena taka stvar, ki se jo malo spomnim, pa bi dosti pojasnila, to je, a veš, vrtnara, ne? Vrtnar ne da se sam semena, ne? To bil ta prvi del, vzpostaviš nek odnos, ampak on v bistvu za te rože pol skrbi rastline, rože, tako, če njemu je pomembno, da ne vem, roža zraste, ali drevo zraste v eno popolno drevo, ali da roža več let za povrstjo cveti, se prav za njo skrbi, obrezuje, pognoji, kaj treba, ne, jo presadi, kaj treba. Vse take stvari, se prav rečva, da je ta analogija, ta skrb, je tisti del, ki ga včasih malo pozabimo. Sej posujemo stvari, ful damo nekih semen, začnemo, pa malo občasno malo pozabimo. No. Ja, meni se zdi, da saj tudi pri prodaji imaš to analogijo, so lovci pa nabiralci, a ne? Torej lovci te, ki res iščejo nove stranke, in nabiralci te, ki rečemo pridobivajo naročila. In se mi zdi, da se nam tukaj res ostalo. Torej, da tudi account management je zelo velikrat v vlogi nabiralcev. Torej, njihov cilj je pač toliko in toliko pridobljenih naročil in kako ta account management pogosto zgleda, je prej izteče pogodba, te account manager pokliče, da bi se dogovoril za podaljšanje. Ne? Medtem, ja, to si ful dobro rekel, ne? Imamo potem še vrtnarje, ki pa morajo res poskrbeti, da se ta retention zgodi. Torej, ne zgodi se samo od sebe. Mislim, tako skrbijo za dolgoročni donos, če rečeva. Ne? Tako. Ampak aktivno skrbijo na to, ne samo pač, da čakajo, iztekla se pogodba, da ima dobiti novo naročilo. Tako je. Ok, zdaj mogoče iz stališča prodaje imamo nekako dva svetova v B2B-u, ne? Torej, mislim, se v B2C-u podobno, ampak rečemo, da imamo podjetja pa področja, kjer smo šli že na self-serve, torej imamo spletne trgovine, o teh smo že govorili na enem prejšnjih podcastov, in pa imamo ta klasičen pristop s prodajalci. Je tukaj recimo spremljanje tega, ene metrike so skupne, ene metrike so odvisne od tega, kje smo. A bi šla malo čez to? Ja, zdaj, če rečeva najprej ta prvi del, da moraš nekako spremljati, pa umestiva to v metrike, tako kot si rekel, zdaj mogoče od tistih, ki se bova danes pogovarjala, jih malo menva. Se verjamem, da jih je še ogromno, mnogo pol drugih, a ne? Ampak ene take, ki so zanimive, je gross revenue retention, se pravi število prihodek, ponavljajoči prihodek od obstoječih strank. Brez, da rečemo zdaj, se pravi, od unih, ki so na nov prišle, ne? Zraven, pol imava net revenue retention, zakaj, ker v angliščini povem, tukaj pa vmes tudi bova kaj nagovarjala, kar tako NRR, pa GRR, pa tako, da malo govoriva. To je pa v bistvu ponavljajoči prihodek obstoječih strank, ki je zraven dodaš tudi tiste, ki so nove, pa odšteješ v bistvu churn revenue, ne? Se pravi tistega, ki si ga imel v churnu, ne? Zdaj pri churnu je tako, da spremljaš v bistvu dve zadevi, oziroma v B2B-u sta ti zelo pomembne, ali lahko imaš zelo nizek odstotek churn rate, pa je vrednost teh strank zelo velika, se pravi ti vtekajo v bistvu ta veliki akaunti in je zato pomemben, da meriš tudi churn revenue, ne? Ja, v B2B-u je to še bolj pomembno, ne? Ker v bistvu velja nekako, da ti večinoma 80% prometa naredi 20% strank. Torej, če se ti churn zgodi iz tega 20% pula, je ta vpliv precej večji, ne? Ja, sej, a veš, mogoče v tem delu, ne, če si ta hunter mode, ne, lovec mode, pol mogoče pozabiš se ukvarjati s temi 20, itak ti dobro delajo, veliki posli so, lahko tudi velik profit, in pol, ki ti en ta gre,
pa kar vidiš tako zareza v prihodkih, nimaš takoj neke zamenjave, ker v njih manjši, mogoče, ki si jih pridobival, a ne teh večjih, tudi vemo, da je neko omejeno število, ne. Pač ne moreš jih neomejeno imeti, ne. Tako da neka taka stvar bi bila tudi, koliko v bistvu, pa imaš take malo bolj, reče temu dinamične, koliko si v bistvu povečal prihodka, se pravi, koliko je bil expansion nekega novega prihodka na in novih strankah in na obstoječih, se pravi, znaš, tam sem imela, koliko jih obstoječih zadrži, pa če imava, ne vem, koliko na leto v bistvu ta odstotek novega prihodka v celotnem prihodku obstoječih, a še to povečuješ, a znižuješ to, se pravi, si uspel, ne vem, nove asortimane jim ponuditi, a si frekvenco povečal, pač vse to zadnje. Če obstoječe stranke rastajo. Tako. Pa imaš pa mogoče tudi nek cohort revenue retention, to bi pa, kohorte so se dosti v B2C pojavile, se pravi, kohorta kot neko obdobje, ko si neke stranke pridobil in kaj si v bistvu z njih naredil, bi pa lahko v bistvu malo meril, kjere kanali pa kjere aktivnosti so ti konc koncev pripeljale, ali pa tudi neka produktna skupina, če jo imaš, ti v bistvu pripelje stranke, ki so pa je dolgoročno v bistvu bolj zanimive. To malo, kar se prej pogovarjala, je, si B2B ful različen, kaj delaš, In zdaj, če si dobil neko stranko, ki se pogovarja v proizvodnji, pa ti je naročila 20,000 nekih kosov, mogoče je teh 20,000, ki si naredil, bilo tudi za njo enkratno delo, čeprav je ta pogodba trajala rečva 3 leta. Pa ne boš mogel obnoviti, ker so oni čist nekaj zamenjali, A veš, zdaj, če potem meraš oziroma znaš mogoče tudi to predvideti, da se to zna zgoditi, ker sem imel pa ful dobre rezultate, ker sem imel vsako leto, ne vem, te prihodke noter. To so neke stvari, ki se mi zdijo pomembne zameriti. Ti pa vse to pomaga tako, da znaš mogoče biti bolj konsistenten, pač pri samem izvajanju retention stvari, ker lahko spremljaš te stvari, ker če dejansko spremljaš, so ti to neki sprožilci, da ali pa alarmi, ali pa alerti, kakorkoli zameva, da nek česa ne dosegaš, da si neko velikem odklonu in pač lahko neke stvari pol narediš. Lahko več testiraš, če dejansko meraš, pa lahko testirava. To bi rekel, da so te stvari, rečeva, kjere metrike, pa zakaj je to pomembno, da te metrike če jih meraš, se lahko na to odzivaš, če jih ne meraš, ker zelo velikrat si mogoče zastavimo neke cilje, pa jih pa, ne vem, konc leta šele pogledamo, ali smo jih dosegali ali ne. Pa če to meraš sprot, potem se lahko na to odzivaš. Sicer je pa to pač nek, bi jaz temu rekel, letni pregled, ni pa to zares merjenje, No, se strinjam. Verjetno bolj na leto to gledaš. Ja, mogoče gledaš za letno obdobje, ampak je smiselno to sprot meriti na voljo, imeti na voljo. Če greva zdaj na ta retention pogled, zdaj jasno, neki so osnove, pač dober produkt, dobri odnosi, dobra podpora, vse to jasno more biti kot posod, ampak dajva se sfokusirati na to, o čemer se največkrat pogovarja. Torej, kaj so lahko neki automationi, neke taktike, neka komunikacija, neka personalizacija, ki jo lahko izvajamo za dviganje retentiona oziroma za zadrževanje strank. In zdaj, ko rečemo automation, lahko to sproži neko komunikacijo, lahko pa to na drugi strani sproži samo nek notification prodajalcu. Ni nujno, da je to vedno proti stranki obrnjeno, lahko je tudi interno, sploh pri teh procesih, ki jih izvajajo prodajalci. Pa greva mogoče najprej sam povzeti te e-commerce retention taktike, ki so v B2B-u, pa mogoče kako so drugačne, ali pa so kakšne drugačne od B2C-ja. Mislim, zdaj tako na kratko bi rekel, da so drugačne v tem delu, kjer so ti mogoče akaunti večji, pa da je tudi več teh stvari, da v B2B-u, B2B e-commerce ni vse vedno obrnjeno, to, kar si že rekel, da dobiš sam en e-mail, pa to, ampak lahko te tudi dopokliče, več je tega, ti mogoče razloži neke, ne vem, nov produktni del, ne vem, pridejo neki novi featurei na produktih, ki jih kupuješ, na storitvah, ki jih kupuješ, pa je to tudi poziv, da te nekdo, ne vem, ali ti pošle neko predstavitev, ali imaš nek sestank na to temo. Tako drugače pa rekel, na B2B e-commerceu, ko enkrat onboardaš, greva iz tega dela ven v smislu,
zdaj si bil load, dobil si nove, spravil si jih na ta del e-commerce, to sva se v bistvu že na eni epizodi pogovarjala, prav specifično o tem. Greva pač na ta del, da ko prvi moment je, ko narediš prvi nakup, in takrat moraš v bistvu stranko... Ali pa registracijo, včasih je v B2B e-commerce proces registracije čist ločen ali pa precej drugačen kot B2C, kjer je treba. Ali pa to, rečva, da se zaregistriraš v ta portal, rečva temu e-commerce, B2B, pač eno zadevo, kjer boš self-service kupoval, pa tukaj skozi greš skozi nek onboarding proces, kjer ti v bistvu spoznaš mogoče bolj v tem, kako enostavno delaš in predvsem ti more pomagati, da bo ta, ki ti naroča, v bistvu svoje delo dobro upravljal. Zdaj, en primer, če imaš ti nekoga, ki se ukvarja z pač material za... Elektromaterial pa tebi kupuje in njegovo delo je v bistvu dela na projektih, Se pravi, na projektih, to so individualne hiše, poslovne, kakorkoli, je njemu zelo pomemben, da v bistvu ve, koliko je njenega materijala neki porabo. Recimo, če bi imel nek tak feature kot ta B2B e-commerce, da lahko projekte shranjuje, pa to, je to zelo pomembno, da v fazi onboardinga ti razložiš, da je to pa prvo tako dela, tako si sestavljaj skup, v bistvu tako narediš neke nakupe in imaš že kar po projektih, pa lahko eksportaš pa to. In s tem si nekoga dosti prepričal, da uporablja, ker smo dodal vrednost tudi za njega. Se pravi, si mu skrajšal ta čas, ko bo mogoče on pa mogel nek obračun narediti do stranke in tako naprej. To se mi zdi ena taka stvar, en primerček, ki ga lahko narediš. V bistvu si v resnici ti precej fokusiraš na to, kaj prodajaš, pa kakšna je tvoja customer service mogoče, pa se pa že dosti konča, ker najverjetneje nimaš nekih posebnih funkcionalnosti trgovine. V B2B-ju se po resnici na funkcionalnosti pa pogoji nakupov, pa kako lahko več sodelavcev dela od istega podjetja v trgovini, vse take stvari. Torej, funkcionalnosti portala so veliko bolj pomembni kot sama sortimak, ki ga načeloma že kupec pozna, preden se registrira. Tako je, tam moraš pač to, kar si rekel, imeti dobro ceno, imeti kvaliteto, pa to tudi sporočati. Pa recimo, da se neki nakup zgodi, imaš nek moment, da vprašaš, a veš o neki izkušnji, ko je bil nekdo zadovoljen, kako mu je bilo enostavno, kako ni bilo, so ti to pomaga razvijati ta tvoj self-service proces. Pa je ena zelo taka stvar, je klasična iz B2C-ja, je nekdo je, pustil offer, pa ga ni, zaključil, ali pa košarico, včasih so tudi tam kar eni večji orderji, pa se pa drugače plačajo, ni zdaj čist s kartico, pa gre po nekih drugih zbirnih računih in pač vidiš, da nekaj ni bilo zaključen in imaš te taktike, kaj narobe, najprej mogoče kakšen e-mail dobi, da sproži kampanja, pa če lahko ni nobenega odziva, pa recimo account manager dobi kar en task, da pokliče tega, ali je šlo karkoli narobe, ali kaj nejasno, kakorkoli. Pa če enkrat veš, da nekdo naroča zelo take, ponovljive nakupe, znaš malo predvideti, da bo to naredil, pa mogoče lahko malo naprej že pošleš nek notification, neko obvestilo, da je nekaj recimo na zalogi, da so take stvari, lahko malo se igraš z vsemi temi momenti. Zdaj, zdi se mi pomembno tudi, da začneš z nekimi avtomatiziranimi kampanjami ali pa aktivnostmi, tudi ko vidiš, da ni neke frekvence naročil, kot je bila v preteklosti, da ni neke aktivnosti, lahko tudi, da nekdo zelo neodzivan, da ga na klice ne moreš dobiti in vse te stvari, ki jih zbereš iz drugih, ne konzumira več našega kontenta, so to neki signali, ki mogoče začneš neke aktivnosti, pa se malo s tako stranko ukvarjati, sploh če je to neka stranka, ki ti je v preteklosti prinašala neke zadeve, prihodek, ki ni bil zanemarljiv. Zdaj, na ta del bi rekel, tudi se odzivaš na NPS-a, nekako že omenil, ko ga zbiraš po raznih dogodkih, po naročilih, kako je bil zadovoljen. Pa po mojem se mi zdi tudi pomemben ta CSAT, kako so v bistvu zadovoljni, ko je šlo pa kaj narobe. Recimo, ko je imel nekdo reklamacijo, nekaj na orderju ni bilo v redu, recimo dobavljeno je bilo napačno blago ali pa razne take stvari, kako se v bistvu stranka pol odzivala, tvoj B2B stranka odzivala, to je ful pomemben. In zdaj, če imaš neke, pa imaš še neke kreditne limite, recimo,
To so tudi neke stvari, ki jih v B2B nameraš, pa rečeš, nekdo je zelo na meji, zelo velike tega dosegel, pa recimo zdaj pa že čakamo 60 dni plačilo. Sej nekaj tam postiš, ker nočeš biznisa pač omejevati, ampak nekaj moraš pa poje zadevo zablokirati. Ker recimo en tak primer iz prakse, smo bili na enem sestanku, kjer imajo recimo za gradbena podjetja, kupujo drobni material za razne projekte, in imajo pač ta velika podjetja kar odprte naročilnice. In zdaj ti poveš, da delaš za, enega izvajalca in priješ tja in vzameš, robe, 1000-2000 evrov za nek objekt. In ker nisem imel dobro tega dela v realnem času, kaj plačam, kdo je, a je ta sploh lahko naroča, pa ne še ta identifikacija bila, je nekdo, ki je v bistvu dobil že odpoved, rekel, da je dela za nekoga in vzel, za 2000 evrov robe. Take stvari, da zaznavaš pol, da nečesa lahko pride, ali pa da je zelo na limitu, so ti tudi pomembne, da pol njih slabe volje pa ne zgubljaš strank. Tako da to bi rekel, da so ene take kampanje, s katerimi bi lahko štartal. Bi ti še kakšno dodal? Mislim, mogoče tudi kakšne te standardne palijo, torej čist neka nagrada ob obletnici sodelovanja, ali pa personalizirani upselli, ali pa cross-selli tudi. Torej, kljub temu, da sem prej rekel, da načeloma stranke poznajo sortimak, ki ga bojo kupovale pri tebi, še vedno je prostor, da jih razširimo. Ta del se mi zdi zanimiv. Drugo je pa mogoče iz stališča kot nek notification prodajalcu je to, mogoče kdo je bil na portalu, kaj je gledal, da vsem prodaja to mečkam pogleda in vidi, katere so tiste pomembne ali pa VIP stranke, kjer lahko kaj naredijo. Zdaj en primerček, kjer niti, rečemo, da je bila spletna trgovina ali pa mogoče celo bolj spletni katalog, rečemo eno podjetje, ki prodaja zastave. Prodajalec je vsak dan videl ali pa za prejšnji dan dobil poročilo, kdo vse je bil na spletni strani, pa kateri izdelek je, katero kategorijo je gledal. In ko je videl, da je bil na spletni strani nekdo, torej ni bil niti registriran, samo pač po IP-ju se je naredila prepoznava iz občine Velenje, mu je bilo tako jasno, kdo na občini Velenje tam pri njih naroča zastave in je lahko dvignil telefon, poklical in poskrbel, da se je naročilo pri njih zgodilo, ne pri konkurenci. Kar hočem reči, da je zanimivo, če imaš ta podatek, niti ni nujno, da veš, kdo je bil, ker tudi mogoče, če bi iz ministrstva nekdo gledal, tam veš, da verjetno tudi zastave, ali pa da sta dva nabavnika tako in eden od njih dveh naroča zastave. Skratka, tudi če veš samo podjetje, iz kjer je nekdo prihajal, pa če je to tvoja obstoječa stranka, imaš najverjetneje tam že odnos in lahko poskrbiš, da se bo ta prodaja zgodila. Mislim, definitivno vse taktike, lahko rečeva, B2C-ja delujejo tudi tukaj. Zdaj, mogoče ena taka stvar je tudi loyalty program. Torej, kljub temu, da so precej redkejši v B2B-ju, iz primerov vidimo, da funkcionirajo. Pa so lahko na zelo različne načine realizirani, ali tako, da se ti mogoče skozi zvečanjem volumna viša popust, do na drugi strani, da lahko da zbiraš neke točke in jih na koncu zamenjaš za nagrade, ki so mogoče bolj kot za podjetje vredne, kar za posameznika ali pa za posameznike, ki tam naročajo. So lahko zelo taka simple darilca. Ja, pa doskrat je mogoče v kakšnih takih branžah je recimo, da biš neko orodje, da biš kakšne stvari. Vse ljudje želijo z nekim brandom poistovetati. Tako, lahko je tudi nek merchandise, recimo, potiskane majice, jakne, take stvari. Ali pa orodje, ki ti pomaga pri delu, ki ga kupuješ. Torej, če si rekel elektromaterial, če na koncu dobiš zastonj par kvalitetnih klešč, ki so potiskane z imenom trgovine, če so dobre, jih bojo uporabljala. Ni tako, ja. Okay. Zdaj, kakšne bi imeli pa neke taktike pa personalizacije na tem, ne rečemo na klasični prodaji, te, ki jo vodijo prodajniki pa predstavniki? Ja, zdaj je mogoče bolj klasični pristop, ampak sam v tem delu, da je treba več interakcij s stranko za neko naročilo, pa tudi del tega orderja je lahko digitaliziran, ne mogoče v taki obliki, tam, da vsak sam poklika, ampak recimo, da s prodajnikom uskladiš, kaj bo recimo
neka storitev, kaj bo to, pa ti on pa pošle, pa je tam mogoče bolj digitalizirana ponudba. In v tem, če imaš enkrat digitalizirano ponudbo, bi lahko recimo videl, ni nekega odziva, nekdo ni potrdil, ni napisal menih komentarjev, bi lahko tam v bistvu neke notifikatione tudi poslal, pa rekel, ta ponudba je odprta, ste preverili, z neka avtomatizacija, neko sekvenco začel, tako da pa v neki fazi rečeš, zdaj pa pokliče tega, ker toliko časa ni bil odzivan. Ja, to večinoma to pade na prodajalca, da reče, ok, danes pošljem ponudbo, čez 2 dni imam nalogo poklicati, follow-up narediti, čez, 4., 5. dan, ali pa najprej mail poslati še en, potem follow-up telefonski narediti, ampak to lahko praktično avtomatiziramo. Ja, mislim, da bi to lahko ali z nekimi generalnimi ali pa personaliziranimi sekvencami v prodaji dosti tega naredil. Sploh, ker te sekvence danes omogočajo, saj v HubSpotu recimo en tak primer, v bistvu prehajanje med različnimi kanali. Stranki napiše na LinkedIn nekaj, pokličejo, imaš in task in kombinacijo poslanih sporočil in tega. Tako da to se mi zdi ena taka stvar, ki je dosti učinkovita, da pač prideš iz ene ponudbe v naročilo. Pa imaš pa v bistvu dosta klasičen del, kjer v bistvu gledaš, koliko je na nivoju stranke, se neka poraba povečala ali pa recimo padala. Zdaj, časovna okna so tukaj zelo različna. Lahko je, da na 3 mesece nekdo naroča, lahko na 30 dni, lahko pa enkrat na pol leta je na tako večje naročilo, pač glede na to prilagodiš po neko metriko, ki jo boš spremljal, pa sprožilec ali pa rečeva trigger za neko kampanjo, ki bo šel zadeve pogledati. Pa tako. Je pa ključno v tem delu, da ohranjamo ta odnos s stranko, pa da smo skozi top of mind. Zato je mogoče tle zelo pomembno, da ni vedno pri teh dolgih ciklih samo prodaja, tista, ki se vključuje, ampak je v bistvu v ta proces vključimo tudi marketing s sporočili v smislu, da dajo vrednost ali pa zaupanje v podjetje, s katerim sodelujo, se pravi, ali da smo mi nekaj novega razvili, ali da smo nekaj dosegali kot to. Ne mogoče zdaj točno vezan čisto na to, probaš se zelo fokusirati sicer na ta del, ampak da v bistvu sporočaš tudi neke stvari, ali da imaš neke nove produkte, ki bi bile mogoče zanimive, da si na nekih sejmih, da si, vse take stvari, probaš tudi vključiti. In zdaj, če se, kdo odzove tam, pač je cilj, da zdaj pa account manager to ve, da bo nadaljeval v bistvu pogovor. Ta del se mi zdi dosta pomemben. Ena zadeva, ki je tudi tukaj ključna, če sem zdaj rekel, da ima prodaja pa marketing povezano, je pa prodaja pa nek customer support. Zdaj, če se dogaja z našimi izdelki, kakšne reklamacije, radi ver, kakšni tiketi so, kaj se tam dogaja, mogoče neko nezadovoljstvo se ustvarjalo nekje in zdaj cilj je, da account manager pa kliče, ko zdaj naredili novo naročilo, tam je neko zatečeno stanje, neko nezadovoljstvo, nekaj se ni mogoče dobro izvedel v samem projektu, če to so to storitve in bi tudi to želel vedeti, to imeti kot neko sprožilc, da nekdo dobi task, da je poklič tega, to pa to se dogovoriš. Tako da klasično tudi tukaj spremljaš nekaj, to sem rekel, kako nekdo naroča, pa mu tudi pošiljaš avtomatizirane neke zadeve. Veliko stvari se tukaj da avtomatizirati. Zdaj, biznisov je res ogromno. Ena zadeva, ki se mi zdi taka zanimiva tudi za te je, v tem procesu je, da v bistvu rečeš, toliko pa toliko smo za vas že naredili, to pa to smo že skupaj dosegali, dajmo narediti nek pregled in to vsake toliko časa pošiljaš in je to nek cilj, da spet priješ nek sestank, da v bistvu komuniciraš o neki dobri stvari in je pa mogoče s tem možno predstaviti neke nove stvari, mogoče nek nov posel skleniti. Pa tako, to bi bilo zanimivo, plus če se, karkoli spremeni na trgu, bi želel biti proaktiven v komunikaciji, neke razmere so se spremenile in ta del bi želel v bistvu komunicirati. Ja, da si ti tisti partner, ki tudi pomaga ob spremembah podjetju skozi to pridati. Ja, zdaj ena stvar, ki je, se mi zdi taka dobra, je, da v bistvu se v
v B2B teh procesih ukvarjaš tudi ne samo z tistim enim nabavnikom, ampak mogoče vključiš v neko komunikacijo ali pa v nek messaging, tudi mogoče malo širšo skupino. Če rečemo temu ne ABM, ta prvi, ampak da v bistvu mečkan se pogovarjaš tudi ali pa sporočaš neke informacije, tudi recimo finančni službi, da je tam nekdo. Až da v bistvu gradiš zaupanje, ki je v podjetju malo skozi različne oddelke, da kakšno poročilo pošleš tudi, direktorju, take stvari. Se mi zdi, to je ali pa mogoče, da ja, tudi da na strani podjetja ni samo ta, rečemo, prodajalec, account manager, kakorkoli, ampak da tudi na svoji strani vključ več ljudi, a ne, torej da tehnični svetovalec pozna strankinga inženirja, pa da se direktor prodaje oglasi pri direktorju podjetja enkrat na leto, ali pa kakorkoli, skratka, da je, ja, to je veliko bolj pomembno, ker v končni fazi, če pri stranki več ljudi ve zate, imajo nek odnos, imajo neko zaupanje, je to veliko lažje nadaljevati, tudi če se kaj spremeni, a ne. Ja, mislim, komunikacija ali pa trenutki za komunikacije so ključni, a ne. Ker tam se gradi dolgoročni odnos, a ne, da si ti prišel na sestanek pripravljen, vedel, kaj se je dogajalo, ne, se tle, če se malo dotakneva te teme umetne inteligence, kaj bi lahko naredila, ne, da umetna inteligenca mogoče res ta del, da se zelo dober recap pripraviš, kaj se dogaja, a ne, in ta recimo, če direktor prodaje, dobi nalogo, zdaj pa obišči tega, takrat imaš termin, pa je to že kar dogovorjen, ima zelo hiter recap, lahko se zelo dobro pripravi na neke take zadeve, isto se pred vsakim klicam account manager lahko bistveno boljš pripravi, pa še dosti bolj unificirano se vsi pripravijo, če recimo uporabiš nek umetno inteligenco za to, ker rečeš, vedno ne bo na povzetkih so te določene stvari in tako se mi zdi proces izboljšuješ na koncev, ne. Ni zdaj retention tukaj mišljen res tako število sporočil mogoče, da jih pošiljaš, ampak je bolj to, da se ti zavedaš, pa ne pozabiš na eno stranko, dokar pač ona ne reče, aj nekaj narobe, ali pa jaz bi zdaj nekaj še naročila, ampak vmes, ko si ti malo pozabil, naj ne ona lahko tudi iskala neko ponudbo tudi kaj drugi, ne. In mogoče ne ponovi ordere, tukaj ta proaktivnost se mi zdi zelo ključna. No. Tlej je zanimivo, če imamo take produkte, kjer znamo meriti uporabo, zdaj je to nek IoT ali imamo pač neko tak storitveno ali pa neko rešitev, tam je tudi preventiva ful pomembna, torej takoj, ko vidimo neka odstopanja od uporabe, se lahko na to že odzovemo in ni treba čakati na obnovitev pogodbe, da ugotovimo, da nas primerjajo s konkurenco, a ne. Sej, po mojem, veš to, kar si dobro rekel, ne, ta IoT, po mojem probaš si najde tudi v svojem biznisu, če nimaš direktno, kaj so malo take stvari, ki bi lahko vedel, a ne, nimaš lih tako kot Caterpillar, ki ima senzore noter, pa veda, za pa hidravlika, za zamenjati, pa že prej z te klica, oni že rečejo, servisni termin bi bilo fajn narediti za hidravliko, ne. Tako, da najdeš te neke momente, ne, to je ta del, ki je pa za vsak biznis malo drugačen, zdaj mi dva lahko tukaj filozofirava, ampak tako, za vsak biznis se treba sest, pogledati, kaj so v tem journeyju, ne, kaj so te dogodki, ki bi bilo dobro spodbujati, ki bi bilo potrebno zajeti, kjer podatke za to že imamo, kjer nimamo, kaj bi mogli zbirati. Ena stvar, ki je po mojem dosti ključna, kaj iz trga pobereš, a ne, nekih informacij, a veš, a se kaj spreminja na trgu ali ne. Ti si rekel v bistvu mi prejle, da recimo ne vem, veš, v Bizi se neke podatke spremenijo. Nov lastnik tega našega partnerja, ne vem, neke objave so, ki malo vplivajo na to, ne vem, nekdo se širi na druge trge ali pa ful odpušča. To bi želel vedeti. To so vse pomembne informacije za tistega, ki je owner tega accounta. Ne? In tako kot si že omenil, za jajom lahko spremljamo pač vse novice v tem podjetju in izluščimo ven samo tiste, ki bojo vplivali ali pa ki potencialno lahko vplivajo na naš posel in sporočimo prave stvari. Ali pa ja, če vemo, kdo je tam glavni nabavnik, če tako rečem, ali pa naš glavni kontakt, če se njemu vloga spremenila, ali pa celo podjetje spremenilo, je to neko obvestilo za našega ownerja, da bo ugotovil, kdo je zdaj v tej poziciji, s kom mora navezati stik, na drugi strani pa, kamor je pač šla ta oseba, če je zamenjala podjetje, mogoče pa tam nova priložnost za narediti novo prodajo tudi, ne?
zanimivo mi je, da tudi tukaj je prostor za nek loyalty, ki pa mogoče ne rabi biti uraden, s pogoji in vse skupaj, ampak da prodajalci ali pa account managerji vejo vse neka pravila, kaj imajo na voljo. Torej, da poleg tega, da obljubaš ti neke popuste, ki se jih dogovoriš, mogoče glede na obljubljeno količino nakupa, da vsem dodaš zraven neke benefite, kot je naprimer, če boste pa presegali letno toliko in toliko prometa, pa dobite en delček cashbacka ali pa nečesa tazga. In je to super taktika. Zdaj, kar se mi zdi pomembno, torej en kup imamo mogoče teh automationov, metrike jih merimo, da se to vsem zbira na eno mesto, da je to nek customer health score, ki je sestavljen torej iz nekih avtomatsko merjenih metrik, pa mogoče tudi iz nekih odgovorov na ankete ali pa ocene, kot si rekel, merimo NPS, merimo customer satisfaction score, lahko tudi naše prodajalce ali pa ljudi, ki so v stiku s končno stranko, vprašamo za neko subjektivno mnenje, čisto z enostavnimi 3 vprašanji pa drop-downom. In zdaj, če imamo nek tak health score, pa neko obnašanje, se lažje pa tudi pogovarjamo, kaj pa je next best action za to stranko. In zdaj prej sem omenil customer ali pa account managerje, kar je po moje pomembno za res zadrževanje, torej biti v stiku več kot samo rečemo temu enkrat na leto, ampak v nekem rednem stiku, pa da je ta stik vsaj večinoma bolj koristen za stranko ali pa daje stranki občutek, da ti je res mar. Torej, neka taka osnovna vprašanja, kot so, kako ste zadovoljni z nami, a smo lahko še boljši, pa mogoče pa izkoristiti priložnost za predstaviti neke ali novosti v ponudbi, novosti na nivoju produkta, pa izbrati iz teh novosti tiste, ki bojo koristile stranki. Torej, ne rabi biti te klici dolgi, zelo, zelo poglobljeni, se pa treba na njih pripraviti in ob rednem stiku spet bo odnos boljši in trdnejši. Ok, zdaj naprej, kaj pa so neke, rečemo, največje napake, ki jih večina podjetij dela na teh procesih, o katerih so zdaj govorila? Dosti jih sicer reče, mi pošiljamo neke sporočila našim partnerjem oziroma našim kupcem in običajno so to sporočilo vsem enako, nič personalizirano. In po stranke seveda te se odjavljajo, ne vidijo nobene koristi, verjetno je doskrat, imamo te prodajne plane, dajmo, kar pošiljati, še več pa več kupte. In to, kar si rekel, ni dodana vrednost neka, če je nekdo jih naredil order, zdaj spet dobi to, ni neke hude koristi za njega, niti ni njemu personaliziran, tako da to je definitivno en taka zadeva. Pa se delajo razni avtomatizationi, samo zato, da so avtomatizationi, pa ne spremljaš recimo pravih signalov, recimo imaš postavljene sekvence, po drugi strani pa nisi beležil zdaj povezal neki sistemov, da je bil nek order potrjen, pa to tako izpade lahko malo nekredibilno, ne vem, nisi imel povezan to, da je nekdo ravno neke tikete ima, pa se tam nekaj rešuje, zdaj ti njemu pošiljaš, pa ne vem, ful nekih prodajnih stvari. Ti pa na drugi strani probaš širt posel, stranka je pa nezadovoljna. Ja. Tako je, namest, in občutek, s tem se sploh ne ukvarjaš, mogoče, ali pa manj, ne. Zdaj, ta del je pa povezan s tem, da imaš poj silo se, oziroma ti imaš dobro analogijo, kaj reče, vse mi smo marketing pa prodaja povezan, sam tako skozi nolino malo pogledajo, skozi luknjico, to zelo omejeno vidijo, kaj se tam dogaja. Ja, marketing je pripravil 2 dokumenta za prodajo, pa enega poslal čez prodaja, pa vidi, da je bilo stranki nekaj poslano, to je pa tudi že to, ne. Ja, in tako. In pa rečejo, da je tako jim pripeljajo slabe line, da je nič ni od tega, da morajo tako oni sami komunicirati. Tako da ta del je definitivno. Pa imaš pa take cvetke, kot so, se mi pošiljamo sporočila in open rate je full velik. Odlično, koliko pa je tega bilo, ne vem, nekih poslov zrealiziranih, koliko teh ste zdaj dali obstoječim strankam, so novih poslov naredili, koliko jih je recimo nekaj povprašali, ste neko komunikacijo za, ne vem, učili sestank. Ja, tega pa ne merimo, ne. Hitro zmanjka, ne, sej po eni strani nič narobe, tudi branding je potrebno delati. Tudi če pošiljamo primerček ene stranke, ki ima en cel del podstrani namenjen kuharskim receptom, pa je to lahko čisto zanimivo, pa čisto zabavno, pa čisto koristno za branding,
Ampak ja, ne smemo se pa zdaj pač samo bahati potem za open rate receptov, če moramo mi dvigati našo prodajo. Ok, ampak zdaj, če pa hočemo to urediti, pa so neki predpogoji. Torej, kaj bi rekel, da so neka pravila, predpogoji, da se lahko pol gremo tudi take taktike? Jaz bi rekel, da rabiš imeti podatke najprej urejene. To pomeni, da verjetno moraš se počasi prestaviti iz Excela v neko orodje oziroma pač na enem mestu reči, da temu rečeva kar first party podatki. Podatki, ki ti jih dajo stranke, se pravi, ali so to skozi neke progresivne forme, kjer v bistvu zbiraš podatke, skozi samo interakcijo zbereš čim več informacij, se pravi, o samem biznisu, ali pa ti končno tudi AI oziroma umetna inteligenca pomaga enričati te kontakte oziroma nek biznis. Ta del se mi zdi zelo pomemben, da imaš noter pol orderje, imaš ne vem, kdo je, ne vem, tikete na enem mestu, pa zdaj order, ne sam nekdo je naročil za 5000 evrov robe, pa kaj naročil, a veš, kam to spada, tako. Se pravi, da imaš ta del povezan, to je kar ključno, da imaš zraven, to sem rekel, tikete, da imaš, kjer marketinške aktivnosti so bile narejene. Če rečeva ena kartica stranke, ki jo pogledaš na nivoju podjetja, kjer stvari so bile, kjer je delec smo tam delali in pa ne vem, na posameznem delu mogoče, kaj se je dogajalo, kjer je kontaktna oseba, tako. To bi bile ene take osnova. To je definitivno osnova, ampak ja, pa je treba pa res razmišljati tudi o tem, kar sva prej govorila. Torej, zelo velikrat vidimo te CRM projekte, kjer je samo to noter, torej sam ta 360-stopinjski pogled, potem se pa konča, ne? Potem je pa v bistvu, ja, potem je pa naloga uporabnikov, da to izkoristijo najbolj, kar znajo. Ja, če rečeva, da je to osnova, v bistvu pa moraš kaj iz tega dejansko narediti oziroma dejansko začeti uporabljati, rečeva temu kampanje, workflowe, avtomatizacije. Tako, tam se ker sicer si samo dodajati. malo lajšo delo tej osebi, ki uporablja, ker že prej je imela en del podatkov v Excelu, en del podatkov v ERP-ju, en del podatkov ne vem, v neki komunikaciji, zdaj si to delo olajšal, nisi pa nič še naredil s temi podatki. Ne? Jaz mislim, da je nek ultimatni cilj ali pa tako, je, da ti prideš v sistem, imaš nek sales dashboard in tam so tvoji taski, kaj da on za narediti. Zdaj se ta task zadnji vsebuje vse to, kar ste rekel, client score, kaj se dejansko dogaja, zdaj nek se je spremenil, treba stranko poklicati, treba je pridobiti predstavce novemu nabavniku, po drugi strani je, da je poklič te 3 stvari, ki imaš odprte ponudbe. In to je cilj enega sistema, pa nekih avtomatizacij, da pa nekdo reče, ja, to mi je enostaven produkt, sej on ima task, veš, pa s to svojo prodajalsko žilico ali pa to pol nekaj, kar je task naredi v posel ali zna neki, ne vem, odkriti neke težave, nekaj novega zapiše. To bi bil nek cilj. Zdaj, tukaj zadnji je pač neke mehanike, ki jo treba narediti. Dokler pač tega nimaš narejenega, se mi zdi, si pol parcialno nekaj rešil. Ne, sej, pri teh stvarih se mi zdi, da rečemo, da ful pomembna stvar je pa res ta usklajenost, to, kar sva že malo omenjala, da pač retention enako, tudi v B2C, ampak v B2B je pa še bolj to ekipni šport in je zelo pomembno, da so vse ekipe, ki so kakorkoli v stiku s stranko, da so povezane med sabo, da vejo, kaj se dogaja, torej da, kako si rekel, da prodajalec ve, a so v podpori kakšni izzivi, da podpora, ko dobiva informacije od končnih strank, da to predaja naprej ali prodajalcu kot neke priložnosti ali pa produktnemu razvoju kot neke priložnosti za produktni razvoj. Tle mora biti ta usklajenost ekip še toliko večja, ker potem bomo res skrbeli za zadovoljstvo stranka. Ok, ne vem, se po mojem lahko počas zaključva, a lahko zaključva s tem, da rečeva, kaj so neke must have stvari. En action plan, kaj moraš v naslednjih 7 dnevih narediti. Rečeva, kaj taga. Ok. Zdaj, če greva za e-commerce, 3 stvari, ki bi jih, ne vem, jaz predlagam, da jih začneš še ena welcome serija, pol kampanje za ponovni nakup, za reorder, pa v bistvu recovery ali pa rečeva cart abandonment ali pa quote recovery. Se pravi, odvisen, kaj delaš od tega. Pol, če bi rekla za te, ker so v bistvu prodajni procesi, ki jih delajo prodajalci, bi rekel meeting preparation pa meeting recap, da to avtomatiziraš.
Potem ta v bistvu offer nudge, se pravi, da spraviš offerje, nek recovery, da vidiš, kaj se dogaja, da jih spraviš skozi, pa v bistvu, da si pozoren na nek renewal ali pa ponovna pogodba, ponovno naročilo, ne vem, v različnih obdobjih, ne, 60 dni, 90 dni, 108 dni, da to nastaviš, da imaš v bistvu neke opomnike, da si proaktiven. Ne. Pa mogoče za oba dva je, kar moraš narediti, je, vse to, ko so se danes pogovarjala, je ključno, da imaš neke reportinge, da danes odpreš, pogledaš stvari, vidiš, kaj se dogaja in mogoče tudi uvedeš en tak tedenski stand-up, kjer se ta tim zbere skupaj, pogleda te stvari, gre skozi, reče, da to so zdaj te aktivnosti ali pa to smo naredili, to bomo pa zdaj še, ne vem, sprobali narediti ta teden. Evo, to. Top. Jaz bi rekel, mogoče sam še kot poziv, dajte res razmisliti, kdo je pri vas v podjetju zadolžen za zadovoljstvo strank, za zadrževanje strank, pa ugotoviti, kako je lahko on še boljši, torej s čim ga je treba opremiti ali pa kako mu je treba njegove naloge postaviti, da bo to več kot samo obnavljanje pogodb ali pa pridobivanje naročil pri obstoječih strankah. Cool. Okay. Hvala za poslušanje. Če vam je ta epizoda zanimiva, bova ful vesela kakšnega lajka, kakšnega komentarja ali pa da jo delite s svojimi prijatelji. Če imate kakršnokoli vprašanje za naju, lahko obiščete frodix.com/vprašaj, pa tam je obrazac, kjer nam lahko postavite vprašanje, lahko date komentar, predlog za naslednjo epizodo. Sicer pa še enkrat ful hvala za poslušanje. Hvala tebi, Gorazd. Hvala tebi, Andrej. In se slišimo naslednjič. Čau. Čau.